današnjem kongresu na dan duševnega zdravja različni strokovnjaki z področja duševnega zdravja predstavljamo novosti in pa seveda tudi svoj pogled na obravnavo duševnih motenj. Ker pričakujemo podoben kongres naslednje leto na dan duševnega zdravja, upamo, da bomo v nekaj letih uspeli predstaviti različne poglede na obravnavo duševnih motenj in dogovoriti nek koncept, v sklopu katerega lahko najboljše pomaga ljudem, ki imajo težave v duševnem zdravju. Jaz tudi menim, da ob tem dnevu je pomembno, da se zavedamo, da se je človeka potrebno lotiti skupnostno v nekem določenem sodelovanju vseh podpornih ljudi okrog naših stisk. Ne iti v razcep, ne se stroka ne krega med sabo, ljudje potrebujejo pomoč, zato je pomembno, da sodelujemo in jih skupnostno lahko tudi ujamemo. In na takšen način bomo tako strokovnjaki, ki izvajamo pomoč na področju duševnega zdravja, kot ljudje, ki jo potrebujejo, bolj varni. Neizogibno je, da počasi se tudi staplja pametna tehnologija, pametna inteligenca tudi v naše poklice, obravnave duševnih težav in motenj. Seveda je to potrebno veliko etičnega premisleka, tudi tehnične izvedbe, kako jih kontrolirati. Zdaj v nekih večjih javnih zdravstvenih sistemih je to lažje sistematizirati, nekje drugje je potrebna bolj individualizirana oblika izvajanja in integriranja takšnih pripomočkov, ampak gre to za eno od metod, ki se lahko uporablja v ostalih oblikah obravnav duševnih težav.